No, zdaj bomo pa narisali mačko še v eni drugačni pozi. Mačke imajo zelo zanimive poze, tako da sem imela kar težavo, katero izbrati. Pa začnimo kar tako, kakor smo začeli prej, ko smo risali od strani. Narišemo eno maso za tukaj, kjer ima kolke, se pravi zadnji del. Eno maso za sprednji del, tukaj, kjer ima ramena. Tukaj, ker se tako razteguje, v bistvu vrat čisto skrči noter. In sta glava in ta ramenski del se v bistvu takole prekrivata. Tako. Gobček. Ušeska. Tukaj na moji sliki se vidi, da ima v bistvu tukajle neko, se pozna linijo, no, kje se začne trebuh pa kje so noge. In naredim še simetralco za tole. Pa za tole. Tukaj bom pa kar malo takole. Tako. Pa tako. Dobro. Repa se tukaj ne vidi celega, zato si bomo ga izmislili malo na koncu. Lahko potegnemo vedno tudi še eno črto, da vidimo, katere stvari so si v bistvu vzporedne na isti ravnini. Takole. Tako. Pa si še jaz tukajle eno črto potegnem. Narišem krog za zadnji del. Pa manjši krogec za sprednjega. Upam, da se nisem zmotila v razdalji, če pa sem se, bom pa popravila. Mogoče sem se malo takole. In pol narišemo še za glavo. Ko smo rekli, da se dosti prekriva. Takole. Gobček ima tale precej kratek v resnici. Tako. In zdaj še tele, najbolj že najprej povežem zdaj to. Spodaj trebuh malo visi. Hrbet je usločen navzdol. Pride k en tak smešen fižol. Tako. Pa noge se v bistvu začnejo takole. Tako. Jaz bom to črto malo dvignila. V bistvu boljše, da si jo malo kasneje narišete, zaradi tega, da ne boste preveč obremenjeni, koliko visoko to narisati. Tako, zdaj sem narisala samo to simetralo za nogo. Jaz si vedno predstavljam, da živali imajo tudi, imajo koliko, imajo koleno, gleženj in tukaj imajo še en sklep za prste, isto, kakor imamo ljudje. Koliko, koleno, gleženj. In še tukaj imamo sklep za tako. Samo da živali ga imajo pač malo drugače razporejenega. Okej, ker ima tukaj mačka puhasto, ne bom risala tako cele linije, ampak bom malo nasršila. Ne bo čist cela linija. Takole. Za tačko bom poudarila tole debelino. Tako, in zdaj še sprednjo nogo moram odebeliti. Pa tukajle ima še eno. Tako. Tukaj se ne toliko jasno vidi, kje se ta noga sprednja usloči, To moramo biti malo pozorni na detajle. Nekako takole. Tukaj se nekako prelomi, tako da v bistvu gre tako. In pa takole. Dobro. In zdaj narišemo še trikotnika za ušesca. Pa rep. Tudi nam je zmanjkalo malo prostora tlele, da bi cel rep narisali. Lahko ga vrnemo nazaj. Tukajle. Okej. Zdaj pa se še glavi malo posvetimo. Tako. Zdaj jaz gledam, kako gre pač oblika na fotografiji. V bistvu, kakor ste opazili, vedno začnemo nalahko s temi preprostimi oblikami, zato da si lahko narišemo eno osnovo, pol pa nadaljujemo. Tukaj gor je smrček, isto kakor pri prvi mački. Tako, tukajle ima učke pa miži.
tukaj ima vseeno malo odrezano glavo, ali odrezano pač bolj robato. Mogoče izgleda bolj kot medvedek. Tukaj je še malo taka kosmata, pa tako. No. Mogoče bi si mogla bolj poblizu pogledati, kako točno ima te očke. V bistvu jih ima bolj takole, ne. Tisti, ki imate doma mačko, ne boste imeli toliko težav, po moje, ke bolj poznate, kako to izgleda. Tako, malo si bom zmislila ustnica, da bo izgledala bolj živa. Tako, pa imamo še eno mačko še v eni poziciji. Ni mi všeč ta zlomljena noga. Kakor vidite, se da to še vse popravljati. Na koncu lahko tudi malo priredite, da bo vam izgledalo to v redu. Ni treba, da je čisto isto kot na fotki. Ker se ne gremo tukaj čisto z tega pririsovanja. Dobro. Še ena noga. Skoraj bi pozabila. Evo. No, tako. Pa smo. Naj vam gre dobro.